Dober dan in dobrodošli v Besedi v družbi, kjer Matjaž Črnivec in Benjamin Siter prebirava odlomke iz seznama mojih 30 dni s Svetim pismom v okviru kampanje Berem besedo. Danes bova prebirala 20. odlomek iz tega seznama, in sicer iz apostolskih del, prvo poglavje od 1. do 11. vrstice. V prvi knjigi sem poročal, Teofil, o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročila po Svetem duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na očetovo obljubo, o kateri ste slišali od mene. Zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem duhu. Ko so bili zbrani, so ga vprašali: Gospod, ali boš v tem času obnovil Izraelsko kraljestvo? Rekel jim je: ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.